Spoštovani, veliko je bilo že povedanega, kar sem želela povedati, tako da bom lahko krajša. Vse zasluge so velike zasluge Matevža Ravnikarja za slovenski jezik so bile že omenjene, tukaj zapisane. Torej, naj poudarim, torej še enkrat, da je bil Kopitarjev somišljenik in uresničevalec njegovih načel in jezikovne reforme. Tako je tu zapisano tudi v Slovenskem biografskem leksikonu, ne, torej, in seveda bom to prikazala v njegovih besedilih na gradivu. No, vse to že veste, ne, tako da bom spustila. Sem pa za uvod pripravila nekaj besed o Ravnikarjevem jeziku kot zgledu v kasnejših slovnicah in slovarjih. Torej, po uvedbi skupnega vseslovenskega knjižnega jezika po letu 1850 je bil Ravnikarjev jezik še vedno odmeven kot vir v slovnicah in obeh velikih dvojezičnih slovarjih, Cigaletovem in Pleterčnikovem slovarju ob koncu stoletja. Tako je recimo Franc Miklošič v svoji primerjalno-slovanski skladnji uporabil njegove zglede kot vir za oblikoslovje in skladnjo, predvsem posebnosti tudi, recimo Vse moje pota, sklanjanje samostalnika pot, Hude pota čez goro, gosti so bile sklonjene, pridna dekle ženskega spola, imeti oba očesa, ne, obe očesi bi tudi pričakovali, njuni dom in tako naprej. Potem je bil pa malo kritičen do njegove rabe nedoločne oblike pridevnikov, ki jih je potem kasneje sicer v 1816 popravljal, 15 tudi že. Ajdovsek cesar, Lothersek otrok, Človešek um in tako naprej, pravi, da v novi slovenščini niso rabljeni brez i, ne, zato so ti primeri pravzaprav nekako označeni kot neprimerni. Potem zaimenska osnova ki jo je Ravnikar uporabljal v obliki ki, tudi v pomenu časovnega, ko in ne samo oziralnega veznika. Potem genitivus cause, brez predloga, lakote umreti, pravice vas skrbi, delni rodilnik, potem predložno rabo je tudi omenjal in seveda tudi že omenjene pretekle tvorne deležnike, kjer pa pravi, da se je v praslovanščini to sklanjalo, kakor je sklanjal tudi Ravnikar, vendar pa v novih slovanskih jezikih je to nesklonljivo, recimo, ne. Torej, ne Jakoba ta vodnak nam skopavši ga, ampak skopavši bi recimo bilo, no in tudi rabo nedoločnika. No, podobno tudi v Sketovi Janežičevi slovnici, recimo leta 1900 omenja Ravnikarjeve zglede, recimo za velevnik bodi, potem za dejalniško obliko človeku ni dobro samemu biti, za nikalnico, kar dva primera, podobno tudi Breznik v slovenski slovnici, v drugi izdaji leta 1921 recimo ima primer, kjer je v opombi se celo zapisano, z nedovršnikom je prevel pravilno šele Matevž Ravnikar, prej so prevajali namreč z dovršniki, a ne, torej kdor je na strehi, naj ne stopa doli in naj se ne vrača po plašč, torej pravilno rabo je torej Breznik posebej še omenjal. Aha, sem šla že malo naprej. Zdaj pa ne znam nazaj. A se da? Ja, saj bom lahko kar spustim. Torej, Ravnikar v besedi kot vir v Pleterčnikovem slovarju navaja, Pleterčnik navaja Ravnikarja kar precejkrat, in sicer mislim, da 1525-krat je oznaka okrajšava Ravnikar, no tukaj nekaj primerov, torej precej več kot ostali, recimo 3-krat več kot Metelko, nekoliko več kot Dalmatin, ne, torej zelo veliko so ga upoštevali pri besedju.
Tukaj so nekateri primeri, torej ima tudi izraz zapestnica, ki naj bi bil pravzaprav takrat uveljavljen, seveda ni to čisto preverjeno. Uprvičen pomeni prvoten, ponekod je Ravnikar edini zgled ali pa ima svoj pomen, zeljščina za zelenjavo, za pentlja oziroma za pentlja ima Ravnikar, za zaponko. No in ima tudi izraz razsvetljenec, torej po valjavcu, uradu je torej naveden in poslavec, pošiljatelj, nekatere besedotvorne različice. Kako pa zdaj gre? Že gre. Zdaj šlo pa to nazaj. Ja, no nekaj ima še v Cigaletu tudi, v Cigaletovem slovarju nemško-slovenskem ima pa oznako Ravnikar. Tako da vidite, tukaj imamo še besedotvorne različice, cestnar, cestovinar za splošnejšo, cestninar pa variante za današnjo dobrodelnost, še dobrost, dobrotljivost in tako naprej. V slovenskem jeziku je Ravnikar pravzaprav napisal veliko o predgovoru, ki ga je že omenila profesorica Martina Orožen, torej poskrbel je v svojih prevodih in priredbah nabožnih besedil in abecednika v drugem desetletju 19. stoletja, da je bil jezik torej tako enotnejši v pravopisu, glasoslovju, oblikoslovju. Posebne zasluge pa ima za prenovo tudi, kot je bilo že omenjeno, na skladenjski in leksikalni ravni, kjer je torej tujejezične prvine zamenjeval. Viktor Bežek je v razpravi, obsežni razpravi jeziku Matevža Ravnikar zgodba svetega pisma za mlade ljudi ob koncu 19. stoletja zapisal: filologu pa je Ravnikar zanimiv radi svojega jezika, ki je prav naroden, torej ljudski, da si bil on sam filološki izobražen, ter je veliko in temeljito premišljeval o svojstvu slovenščine. Torej bil ne samo uspešen jezikovni tvorec, oblikovalec, stilist, kot smo videli, ampak tudi jezikoslovec. In seveda pravi, da je zadnji prozaik novoslovenski, ki ga je upošteval tudi Miklošič. No, profesorica Orožen je pisala tudi o njem že v prejšnjem stoletju, prvi, ki hoče zavestno pravilno pisati, torej danes je bilo že omenjeno, kaj je vse napravil, začetnek načrtne, skladensko-stilistične preobrazbe, ostalega žal ne bom brala, in res vidimo, da je bila knjižna podstava, ki precej posodobljena, glede na jezik razsvetljenskih pisov, tudi prevajalcev svetega pisma, začetnikoma Japljem in Kumardejem. Torej, ostale so pa tiste kranjske oblike, ki so kasneje potem zamenjali ob vsesplošni reformi leta 1850, torej, ko so uvedli bolj etimološko upravičene nove oblike, torej Ravnikar piše še de, š za šč, odpuščanje in tako naprej, končnica am pri samostalnikih, iga, imu, pri pridevniški besedi, tvoje leta, nar in še, na katere bi lahko našteli. Torej, če ga primerjamo z Golmajerjem in Debevcem, ki sta tudi pisala določena besedila pred njim, ko jih je priredil, vidimo, da je dosledno zamenjeval dolenjske reflekse, torej če še kje bil dolenjski u zapisan, pri njem ne več, in pa tudi ima pa nekatere tudi gorenjske prvine, torej del redukcija, upad samoglasnikov, seksam, kasneje popravljeno v kesam, scer, ogolfal, zapovdi, torej ne zapovedi ali zapovedi, izpraševanje proti tudi primerih, imam potem kasneje tudi primere, ko o uvede oziroma piše z ojem potem. No, v zgodbah svetega pisma in pa v predgovor k sveti Maši je bilo že povedano to, kar je že profesorica povedala, ta zamenjava besed, ki sem jih potem preverjala, sicer tudi v besedilu delno,
torej sam se je zavedal tudi uspešne rabe polstavkov, deležniških in deležniških polstavkov, tudi prislove ima v predgovoru k Sveti maši iz leta 1813, no leta 1816 pa zamenja te prislove z deležniki sedanjega časa, leže, stoje, petlaje, torej, tako da je to še izpopolnil. No in govori tudi o rabi naglasnih znamenj, ki jih seveda pogosto uporablja, besedila, kot vidite, naglašuje kar zelo pogosto in seveda to imenuje rese oziroma udarki in pravi, da kažejo, kam stopi udar na besedo, katera črka v besedi je potegniti ali pa zategniti, katera široka, katera tesno, torej ozko izgovoriti in podobno. Torej vidite, tu so njegove jezikoslovne pravzaprav opaske. Obravnavala sem navedene knjige, ki jih bom še posebej omenila, tako da od pripomočka Boga prav spoznati, abecednika, male povesti in pa seveda Svete maše s številnimi izdajami, ki je bila prevedena iz molitvenika Françoisa Philippa Messinguia, torej Exercice de piété, tiré de l'écriture sainte et de Père de l'Église, in pa še krščanski katoliški nauk s vprašanjem in odgovori, ki pa sega že v 3. desetletje, ki je tudi zanimiv jezikovno. No, tukaj pri pripomočku sem upoštevala izdaj iz leta 13 in 16 in imamo pravopisno izboljšavo, ki se vidi tudi drugod, torej zapolnitev zeva, ki so ga pisali tako Povodnikovo, pravi o, Marija, torej brez j-ja, uvede pisavo z j-jem, torej izboljšava, ki je bila uspešna, tudi prijetnega, potem pri glasoslovju ima še nekatere narečne prvine, piše recimo ktere, nektere ali katere, potem ima ponekod kelko, telko, oziroma potem kasneje tudi za o-jem to zapisano, dacijo z redukcijo, ksanje, obžalovanje in tako naprej, tudi nekaj primerov za akanje, ampak zelo redki, in pa neupoštevanje tega starega praslovanskega preglasa o, ev, ob mehkih soglasnikih. No, ima pa seveda težave z zapisom palatalnih l in palatalnega l in n, z n mogoče manj, z l ga pa piše, seveda 13. leta ga še ne piše, piše ljudje, ljubo, na ključ, potem pa doda seveda še tale j, tako da ima zapisano tako, kot bi mi danes zapisali, zlasti predujem je to upoštevano, ampak ne pa še pri deležnikih oziroma neosebnih glagolskih oblikah, torej popravljeno, dopadljive, včasih tudi bolj, torej na koncu v izglasju ostaja l, tako da primeri 16. leta tudi še so nekateri tisti, ki za puščico zapisani z l-jem, tudi postelje in podobno. Je pa hiperkorektno uvajal za srednji l zapis l, kar ni bilo ravno posrečeno in ga drugi potem niso upoštevali, tako da je pisal ljuč, no tukaj v tem delu se vidi samo ta primer, pa še pride pri nekaterih prislovih oziroma zaimkih, nikoli ni pisal za i, ampak potem je pisal j na koncu, nikoli. Verjetno zato, da bi se izgovarjalo to fonetično kot l in ne kot dvoustnični u, ne bi brali potem nikol, nekaj takega, no tako da tam, kjer je i onemel, potem piše l-j, nekoliko, tudi karkoli, piše takoli, oklene, zaklene in podobno, torej ti primeri so potem uvedeni in tudi v druga besedila. Nje pa večinoma upošteva, nekaj ima še tudi narečne palatalizacije, drugih proti drugih, torej prva izdaja, druga izdaja, grmov je bolj narečno gorenjsko, grmov je molitev pa pravzaprav v obeh primerih. Nedoločna, določna oblika pridevnikov in zaimkov smo že omenili, da je pisal nedoločno obliko, ampak potem je to popravil. V 1816 piše, ne svet zakon, pak sveti.
ktiri, vsak tudi pri vsak dodajo vsaki, ne, ker so sicer že tudi prej pisali v prejšnjih obdobjih knjižnega jezika, deželin, deželini, ne deželni, ampak deželini, potem tudi dacin in podobno, ne, lahko pa še dacin tudi ostaja, brez ja. No, tudi vezljivostne zamenjave so, to sklonske, tudi likovna sklonska oblika je recimo vidna pri samostalnikih ženskega spola, recimo ne svetih skrivnosti, ampak svetih skrivnost. Končnica, ki je bila značilna za ostale samostalnike ženskega spola, torej prve ženske klanate in podobno. No in zamenjava trpnika tudi s trpnim deležnikom. Vse najdemo v drugi izdaji, ne? Je bilo vse omlačeno in očejeno, se je vse omlatilo in očedilo. Torej, zamenjave so tudi pri besedju, kako navaja pravzaprav prevzete besede zamenjuje z domačimi, torej ima persona, ampak potem doda še oseba. Tako da potem v drugih besedilih velikokrat navaja to kot dvojnico, sopomenski par, ali pa vklepajo zapise dvoma, pač cvibla. Tukaj ima sicer na prvem mestu slovenski izraz, potem pa germanizem v vklepaju. Vlada regira, vzrok ali uržah in podobno. Ma pa kaznati že tudi v prvi izdaji, ali štrafvati, dodaja potem še germanizem, kazni ali štrafinge, ampak vidite, potem pa piše kazna, pokaznal, no in to je pa potem leta 16 še spremenil, da piše da uporabi potem germanizem tudi na teh dveh mestih. Potem sveti osredki ali miteljni gnade Božje, no gnada se še ohranja ponekod ima že milost, in vidite, Žoke je dodal še nogovice, zamenjal še glagol, ki sicer ni bil sporen, za veliki je zapisal ustrežnejši izraz, odrašenci, to pomeni odrasli in tako naprej, tudi vidite razdeželek ima ob kresijah tudi napravljen izraz, ki zdaj, da vem, mogoče bolj poznate, kako bi, ker in vmes, ni ravno sopomenka za nek družbeno ureditveni termin. Utrate, no k ventanju ohranja, ventanje iz nemščine, ampak ima potem utrate, potrate, utroski za slovenske izraze, torej uporabi za porabo stroške. Potem obrazilo va, ba, tev, ki ga piše tuv, torej molituv, prej so pisali molitu, recimo Debevec ali Golmajer, potem ima pa iz tega obrazila še nekatere druge, nam neznane. Vse to imamo, ampak spoštev, torej bi bilo spoštovanje, rastuv, rastev bi bilo to in podobno, razdjatev, torej zelo rad uporablja torej to obrazilo in še druge, zadostba, zadostjenje, ima dve obrazili, žal moram že počasi, tudi ima nekatere skladenjske spremembe, torej zamenja kadar z podrednim veznikom de, predmetnim, kar tudi zdaj recimo, ki res ni bil tu, bi mogli živeti, ki bi vsi ga tega ne imeli, potem popravi, ko bi vsega gre seveda za pogojni pomen in tako naprej, torej delni rodilnik, gnoj, gnoja in potem recimo besedni red lahko vidimo, da ima v prvi izdaji večkrat pravzaprav prislovno določilo za povedkom, pošiljajo v šolo, potem pa spremeni, me v šolo pošiljajo, to je zanimivo, ker ta bolj nemška stava, ki je bila pa uveljavljena takrat v starejšem knjižnem jeziku in jo ima potem še Miklošič tudi še v drugi polovici 19. stoletja je tukaj potem nekako mogoče to bolj po členitvi, po aktualnosti, subjektivno, individualno opravljena rešitev. To vidimo potem še v drugih primerih podobno, da se potem pojavi povedek ali pa del povedka, torej neosebni del povedka na koncu. Ja, zdaj tukaj sem obravnavala, zdaj moram že končati, ja, Sveto Mašo, kjer je bilo kar nekaj izdaj, upoštevala sem potem še tudi izdajo
iz leta 1839, ki je že mlajša, ki jo je izdal nadškof Alojzij Volf. Torej, bilo je veliko izdaj, vidite, jaz sem samo te upoštevala, ki so dostopne v digitalni knjižnici in tu sem pravzaprav ugotovila marsikaj, tudi našla primere, ki so bili že omenjeni, tako da lahko potem to zamenjavo tudi besedja, recimo jogri, potem so od 15. leta učenci. Protetični V, no je zanimivo, ga je pisal v začetku, tudi še do 15. leta, 16. ga je odpravil, no potem kasneje recimo v katoliškem krščanskem nauku ga pa spet imamo, tako da vidimo, da nekatere popravke oziroma izboljšave se potem spreminjajo, oziroma se to spreminja, tukaj ima tudi zanimive besede, ki jih uporablja, recimo Trudek, sramotljivo in podobno, polstavke smo že rekli, podobno. Omenila sem tudi Suhadolnikovo kritiko Primčevega jezika, kjer je pravzaprav evidentiral vse Ravnikarjeve značilnosti, ker je skušal pač ugotoviti, ali je bil lahko Ravnikar, ali tudi pisec te kritike, kar težko rečemo, no, ampak ujema se pa marsikatera glasovna posebnost, ne glasovna, jezikovna posebnost tudi s kritiko, v ozadju pa je gotovo Kopitar, po mojem. Tako da od nedoločne oblike do oblik zaimka, njemu, mu, tudi za se piše navezne oblike, predlog od zamenja recimo nauk za izpraševanje in tako naprej, smerne prislove opušča, predmet ob zanikanju upošteva Ravnikar, primic pa seveda ne. Besedni red je tudi boljši, tudi nekatere glagolske zveze, imeti, morati, kalkirane, opusti in tako naprej. Obravnavala sem še abecednika, ki pa sta zelo malo, mislim, popravkov je zelo malo, tako da pa še povesti za šole na kmetih, kjer vidimo pravzaprav zamenjavo, tudi lahko napavimo primerjavo z Debevčevim jezikom iz leta 1808 in se vidijo potem velike razlike, večje razlike kot po teh izdajah. Hiperkorrekture so vidne tudi v krščanskem katoliškem nauku, no tam ima pa tudi zelo lepo besedišče, recimo obrestnost, to je krivične obresti ali čimže, in dobičke, torej zamenjave besed, jezare za tavžent, špoga mož sicer še ima, žegnano, žegnen še, torej ni izločil vseh germanizmov. Tako da tukaj imam še sklep, ki ga pa ne bom prebrala, ki je malo dolg. Torej, lahko vidimo, da je Ravnikar s svojimi jezikovnimi prizadevanji po Kopitarjevih načelih in s florističnimi posodobitvami načrtno izpopolnjeval slovenščino predhodnih besedil, in pa da je tako moderniziral in kultiviral knjižni jezik in se usmerjal k etimološki podobi in poslovenjenju ter slavizaciji osrednje slovenske različice slovenskega knjižnega jezika. Lahko vidimo pri njem tudi težnjo k medpokrajinski povezovalnosti, tudi pri deležjih in podobno, in približevanje standardiziranemu splošno slovenskemu jeziku sredi 19. stoletja. Hvala.